a čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, o spomine po mladost čez Šuštarski most. V Ljubljani za Ljubljanico najde vsak karišče. Pa si videl? Kaj? Čevlje. Ja, ljudje imajo čevlje, ja, sem videl, ja. Ne, na tisti ženski čevlje, enake ima kot jaz. Ja, in pa to je v redu. Jaz sem zmer vesel, če vidim, da ima kdo enake kot jaz. To pomeni, da imam dober okus. Ne, to pomeni, da ti ničesar ne razumeš. Zdaj rabim nove čevlje. Ja, prav, greva ena iskat, lahko imaš le trgovin. Nočem tako iz trgovine. Tako da bo pol vsaka imela enake, hočem unikatne. Okej, pač ne bova imela gretja, ne bova imela hrane ta mesec, ne bova imela tople vode, ampak ti boš imela pa unikatne čevlje, prav. Povej mi, kakšne čevlje najrajš nosiš? All-starke, Če bi pa lahko sama naredila čevlje, kakšni bi to bili? taki kot all-starke. Povej, kakšne čevlje najrajši nosiš, pa ne rečeš all-starke? Jaz ne nosim rada čevljev, mislim, jaz ful ne maram čevljev, tako ful so mi vsi smotani. Tako res. Kakšne bi naredila, če bi jih lahko? Ali bi bil tako za posebne priložnosti, bilo kaj spet, tako, kakšne salonarje take, ali bi, ne vem, kaj tacga, kar še ni bilo narejeno. Provala bi take, ne vem, čim bolj odštekane. Kaj to pomeni? Kakšne friki barve, fluorescenčne ali pa kaj. Pa tako, visoka peta, podplati. Črne barve, tak bolj ozek, malo višji. Kaj še, musne, bež, oblika, taka, ne vem, bolj športna. Ja, morajo biti usnjeni, ker to je dobro za noge, da ti našvicajo. Ja, jaz bi si tako naredila, da bi lahko raketo ven dala od zadaj, pa bi sam letela, kamor bi hotela. O, dober dan. Dober dan, lepo zdrav. Da bi se naročila za čevlje. Živijo, lepo zdrav. Sva mi dogovorila, bi brali čevlje po naročilu. Ja, hočem čisto posebne čevlje, take, ki jih nobena druga na cesti ne bo imela. Evo, prav ste se oglasili na ta pravnoslov, ste se obrnili, tako da bo midva kar vzela obris stopala. Zakaj pa obris? A ni to tako, daš 39 cifro, narediš čevlje, končano. Lejte, ne delam samo po dolžini, da bo njej udobni čevlje, ampak tudi po širini oziroma njen volumen je tudi pomemben, ne. Zato bomo zdaj tudi obris stopala in je zdaj le, tako da. Mogoče je za tvoje čevlje okej, če so kar tako po šabloni, jaz hočem čisto posebne samo zame. Prav, povem pa jaz pogledaj, kako naredijo moje čevlje, ti pa pogledaj, kako se bojo tvoji naredili. Prav. Adijo. Čau. Evo, takole pa, evo, bi jaz kaj predlagal kaj v krogovega, ko je zdaj zelo moderno. Bi raje imela kaj bolj na špičko. Bi rada bolj na špico, evo, tudi to sem prištimal. Na špico, pa čevelj, da je čim bolj odprt, da je noga čim daljša, pa višina pete 7-8 cm. Tukaj sem že prištimal pete zelo tenke, taka bolj seksi peta, da je še malo srebrnega not, pa taka zelo zanimiva peta, tako da je malo zarotirana, ko se hodi in da se še vidi podplat na peti, ne? Tale mi je všeč, kaj takega, ja, to je super. Ni problema. Jaz sem tukaj zdaj predvidel dve barve, da bi dala kombinacijo, ne? Imela bi kombinacijo s črno, pa tudi mogoče kakšne bolj divje barve. Aha, pa bo dala pa osnovo črno. Ostalo bi pa jaz predlagal kaj srebrnega, rdečega, pa kaj oranžnega, pa bomo v zadnjem delu kaj prepletel, material skupaj, da boste imeli v kombinaciji še z ostalimi oblekami, osnova bo pa črna. Super, to mi je zelo všeč. Dobro. No, da vidim, kdo je vedel, kakšni čevlji so meni všeč. Dober dan. Dober dan. Živijo. Pozdravljen. Simon. Jerneja. Jaz sem prva skupaj čevlje, Peko. Navdušen sem. Super. In zdaj mene zanima vse, kako so te čevlji nastali, kje se rodijo ideje in kje se recimo zadnji šiv naredi na teh čevljih. Ja, tako kot vsaka stvar ima tudi čevelj en začetek, jaz predlagam, da greva tja, ker se rodi skica pa ideja. Pa bova pogledala cel postopek. Ja. Kaj pa je to za ena soba? To je pa vzorčna soba. Tukaj so čevlji sicer že narejeni, se pa tukaj zbirajo vsi modeli na sezono, ki jih pač naredimo. A to so ena sezona, je to milijon čevljev? Ja. Naslednje vprašanje pa je, če tako le pogledamo okrog, ki so moški, sami ženski čevlji, zakaj to? Ne, seveda imamo tudi moške. Je pa to odraz tega, da moški bistveno manj kupite čevljev,
Pa vedno si zaželite črne čevlje in jih pač naredimo nekaj manj. Ja, nimamo ene kreativne raznovrstnosti, to priznam. Znači, pa ja pogledati, kako in kje se je rodila ideja za te moje čudovite čevlje. So črni, priznam, ampak so še zmeraj čudoviti. Pojma. Evo, potem bo pa midva kar vzela obris stopala. Prosim, če kar gor stopaš na list. Takole. Zdaj bomo pa še mere vzela. Takole, če trigneš malo prstke, te pogledam, kje imaš te členske točke. Takole. Naردno mero. Evo, petno mero. Evo, pa gležno mero. Takole, evo. Tako, zdaj bi prosil še drugo nogo, še levo. A obe noge je treba? Tako, ja, ker delam levo posebej, čevelj in za desno pa posebej. Takole. Je to vaša ideja, ne? Kako se je rodila, kako se je rodil ta čudovit čevelj? Tako si zamislim, ali bo to čevelj eleganten, ali bojo mehke linije, športne linije, kakšni materiali. In to pa mehko razmišljam, premlevam, dobim eno idejo, kako bi bile linije zapeljane, si na kopit narišem. Kaj pa je to kopit? Zdaj imam tale kopit. To je ta kopit, na kjer ga ta čevelj naredimo. Točen vrš čevelj. Aha. In takole pa jaz mehen linije si prenesem, zdaj imam tukaj sicer škoren ženski, ampak raven tako pa za moške. Linije narišem gor, iz tega kopita pa kopito skopiram, šablonce naredim in po teh šablonah lahko pa ušivalnici, prirezovalci izrežejo ven zgoren material, podloge, vse, potanjšajo, obdelajo robove, zašijajo skupaj in je pa to zgoren del gotov. Vredi. Ampak moj čevelj je eden izmed mnogih. Koliko idej vi pol naredite na papir, oziroma se jih realizira? Idej je ogromen. Recimo eno številko. Jaz sem dal na številke. 1000 siguran. Za eno kolekcijo, jesen, zima ali pa pomlad, poletje. Se pravi 2000 letno? Ja, v pol leta nekako 1000, ker to so razne ideje. Jaz takrat, ker sem prvol, ker rišem, ustvarjam in ni mus, da tole idejo pa jaz porabim za gležnjar, lahko je tudi za nizek ali pa za salonar. Tako da pa iz teh idej vseh ven izluščen, kaj mi je najbolj bistveno, najbolj v redu, najbolj modno, kakor se mi zdi. Kakšen je pa občutek, ko greste po cesti? En nasproti ali pa ena gospa nasproti vaši čevlji? Ja, to je pa že kar poklicna deformacija. Se mi zdi, da vsakega, ki ga pozdravaš, najprej ogovoriš, meham pa obvezno v čevlje pogledaš, da vidiš, kako je obut. In če so vaši čevlji? Krasno, dober občutek. Se pohvalite, rečete? Ne rečem, ampak je tako, zadovoljstvo.